Spoštovani gospod direktor, dragi krajevni župnik Ivč, vsi dragi duhovniki, spoštovani ravnatelji, ravnateljice, profesorice, profesorji, vsi, ki ste kakorkoli povezani z Zavodom svetega Stanislava, prijatelji tega zavoda, starši, dijakov, predvsem pa seveda dijakinje in dijaki, vsi, ki spet začenjamo nov čas bogastva. Bogastva, ko razvijamo svoje darove, ko moramo v sebi uresničevati vse tisto, se bližati tisti podobi, ki jo je imel Gospod Bog pred seboj, ko je rekel, bodi vsakemu izmed nas. In naredil ta čudoviti čudež bivanja, čudoviti čudež življenja. Vsak nov začetek šolskega leta je novo zavedanje tega čudeža in nova priložnost, da ta čudež razvijamo, da ga uresničujemo. Bogu v slavo in čast, nam v radost in veselje in našim bližnjim v korist. In zato vas vse iskreno pozdravljam na začetku tega novega šolskega leta in vam želim, da bi uresničili, pa ne vseh vaših načrtov, ampak da bi uresničili vse tisto, kar Bog polaga v vas, kar želi Bog oblikovati v vsakem izmed vas posebej in po vas v skupnosti Zavoda svetega Stanislava in znotraj njega Škofijske klasične gimnazije. Ne vem, kakšna je bila vaša noč. Ste se budili spočiti, sproščeni, polni ognja, pripravljenosti na delo, za zavihati rokave, ali pa je bilo tudi kaj skrbi, negotovosti, tega, kar je gospod direktor Tone rekel v uvodnih besedah. Gospod direktor je dejal, da niste sami, da so z vami starši, včasih celo preveč, ne? Da so z vami učitelji, profesorji, vzgojitelji, tudi ti včasih celo preveč. V današnji Božji besedi smo pa slišali, da želi biti z nami tudi Jezus. Peter in njegov čoln nista nobena izjema. Jezus želi biti v čolnu vsakega človeka. Želi biti v tem čolnu zakaj? Zaradi tega, da temu človeku, v naši Božji besedi, v evangelskem odlomku Petru, v tvojem življenju pa tebi, pomaga skozi trenutke, v katerih te življenje nekoliko položi na tla, vrže na tla. Ko se začne zdeti, da si neuspešen, da ne boš zmogel, da si slab človek, grešnik, je rekel Peter. Zato želi biti v tvojem čolnu. Kaj Jezus v čolnu stori? Najprej spodbudi prizadevanje. Petru ne dovoli, da bi bil razočaran nad sabo in da bi pestoval to razočaranje. Pa je bila za njim noč polna garanja, polna truda in popolnoma prazna, brez vsakega uspeha. Vse tiste nočne ure metanja mreže v morje in zjutraj mreže prazne. In to je pomenilo, da bodo njihove družine lačne. Niso samo prazne mreže. Prazne mreže imajo hude posledice. In
začutimo vso to grenkobo, ko Peter reče Jezusu: Gospod, vso noč smo se trudili, pa nič. Jezus mu ne dovoli, da ostane tukaj. Peter, vrzi še, vrzi na drugo stran, pa boš ujel. In ko boste doživljali isto v tem šolskem letu, ko boste imeli občutek, da vse ure sedenja za učbenikom, vse ponavljanje snovi, da so mreže, tvoje mreže, ostale prazne. Se spomni, da je v tvojem čolnu Jezus. In da ti govori: spet vrzi mreže. In na ta način se bodo neuspehi ob vztrajnosti, ki jo potrebujemo in h kateri nas spodbuja Jezus, spremenili v veselje nad uspehom, ki ga bomo doživeli. Poslušajte njegovo besedo spodbude. Bog ne bo nikoli verjel vašemu razočaranju. Ne, da ga ne spoštuje, ampak ne bo vas pustil v njem. Zato tudi vi ne nehajte odpirati oči in srca za njegovo navzočnost. In kaj potem stori Jezus v mojem čolnu? Nauči nas solidarnosti. Nauči nas, da naše življenje ni v tem, da sami hodimo po svoji poti proti tistemu cilju, ki smo si ga zastavili, ne glede na vse in na vsakogar okoli nas. Dovolj je bilo, da je Peter pomignil tovarišem in so prišli pomagati, da so skupaj izvlekli mreže v čolne. Če bo Jezus v mojem čolnu, potem bo moj pogled dovolj širok in tudi moje srce dovolj odprto, da bom videl ljudi, ki potrebujejo mojo pomoč, da bomo določene probleme reševali skupaj, se o njih pogovarjali in skupaj prišli do rešitev. In po drugi strani, Jezus v mojem čolnu mi ne bo dovolil, da bi se zaprl vase in se ne naučil prositi za pomoč. Prositi za pomoč je včasih težko, ker želimo biti močni, neodvisni, samostojni, sposobni vsega, pa nismo. In Jezus v čolnu te bo naredil dovolj ponižnega, da boš rekel: poslušaj, dragi sošolec, draga sošolka, draga profesorica, tukaj le imam težavo in potrebujem tvojo pomoč. Morda samo tvojo molitev ali pa nekaj tvojega časa, da mi pomagaš skozi to snov. Naučiti se prositi in naučiti se slišati prošnje. To nas bo naučil Jezus v našem čolnu. In končno te Jezus usmerja v poslanstvo. Vsa ta leta v Škofijski klasični gimnaziji in vsa leta študija naprej niso namenjena temu, da boste dobili maturitetno spričevalo ali pa akademski naslov. Ne, namenjeni so temu, da boste sposobnosti in znanje z izkušnjami, ki si jih boste pridobili, vstopili v ta svet kot tisti, ki oznanjajo Jezusa Kristusa, ki živijo njegov evangelij in ki preko uresničevanja, izpolnjevanja svojega poklica delajo za dobro vsakega človeka in vseh ljudi.
Zato, vedno, ko se boste trudili, imejte pred seboj tistega človeka, ki bo čez 10, 15 ali več let prišel k vam in vas prosil za pomoč, ker bo verjel, da mu lahko pomagate, saj ste vi to študirali, vi ste se tega učili. To pomeni postajati ribič ljudi. Delati jim dobro zaradi tega, ker nas Jezus pošilja k ljudem, da bi jim delali dobro, da bi jim oznanjali veselo vest. In to je tudi moto vašega letošnjega leta, delati dobro vsem. Ta Pavlova misel, Pavlova spodbuda, pravzaprav zajema vse to. Zajema sporočilo Jezusa v vašem čolnu. Vsem. To je zahtevno. In to mi sami dobro vemo. Prijateljem delati dobro nam je v veselje. Nekomu, ki ti pa ni simpatičen, narediti nekaj dobrega je pa napor. Z Jezusom v čolnu boste ta napor zmogli in boste delali dobro vsem. In vam želim iskreno vsem, od prvega do zadnjega, da bi na koncu tega šolskega leta z nekim veseljem izrekli zahvalo Jezusu. Jezus, hvala, da si bil v tem letu z menoj v mojem čolnu. Amen.